V zadnjih letih smo tudi v Sloveniji vedno pogosteje priča ekstremnim vremenskim pojavom, ki močno vplivajo na naše vodotoke in vodno infrastrukturo. Največ škode je povzročila ujma v avgustu 2023, ki je razkrila, kako ranljiva je naša obstoječa infrastruktura, a hkrati tudi, kako pomembno je, da jo obnavljamo premišljeno, dolgoročno in trajnostno. Zato je Direkcija Republike Slovenije za vode v preteklem letu začela izvajati 5-letni sanacijski program. Namen tega obsežnega projekta oziroma programa je postopno obnoviti poškodovane vodno-gospodarske objekte in vodotoke po vsej Sloveniji. In sicer tako, da bodo ti pripravljeni na nove vremenske izzive. Ključno za tako velik uspeh je bilo naše stalno delo na terenu, skupaj z župani, posameznimi prebivalci, izvajalci. To je velik dosežek in plod skupnega dela. Spremembo sistemske zakonodaje in sprejetjem 2 interventnih zakonov je bilo omogočeno, da so se izplačala in nakazala predplačila fizičnim osebam za obnovo stanovanj, in sicer v znesku skoraj 36 milijonov evrov, 7500 posameznikom, kot tudi 218 milijonov evrov občinam za izvedbo nujnih ukrepov pri odpravi posledic naravne nesreče, s čimer je bila omogočena tudi kontinuirana izvedba obnove, tako z vidika projektiranja, kot tudi z vidika izvedbe gradbenih del. Sam program je obsežen, dolgotrajen in zahteven, a njegova vrednost se bo pokazala že v naslednjih večjih padavinah. Obnova vodne infrastrukture tako ni le gradbeni projekt, je nekako naložba v varnost in odpornost družbe. In če hkrati vključuje tudi sonaravne pristope, pomeni tudi prispevek k ohranjanju naravnega vodnega in obvodnega prostora. Obvladovanje poplavne ogroženosti ni stvar enega ukrepa, temveč je posledica dolgoročne naravnanosti in usklajenega delovanja vseh akterjev. Zato na Ministrstvu za naravne vire in prostor razvijamo pravno-sistemske rešitve in poenostavitve, ki so osnovane na znanosti, na sodelovanju z lokalnimi skupnostmi, prostorskim načrtovanjem in seveda z upoštevanjem in uveljavljanjem vseh strokovnih kompetenc. Ukrepe, ki jih načrtujemo, so osnovani na nivoju porečij, tam, kjer so največji učinki in z ciljem zmanjševanja poplavne ogroženosti na območju pomembnega vpliva poplav. Pri izvedbi teh ureditev so zelo pomembni vidiki hidravlike, hidrodinamike in pa predvsem hidromorfologije z namenom, da ohranjamo dobro stanje voda, kot je bilo pred posegom, ali pa ga celo izboljšujemo. No in ravno ta ureditev Malega Grabna je takšen primer, da smo na večjih odsekih izboljšali hidromorfološko stanje glede na to, kakršno je bilo v preteklosti. Zdaj pa je nastopil čas za pripravo in izvedbo trajnih rešitev, končnih rešitev, ki bodo zagotovili varnost ljudi in vzpostavili spet stanje vodotokov, ki bodo odporni na podnebne spremembe, bodo sonaravno urejeni, tako da bo na dolgi rok varno življenje na teh območjih, kjer jih zdaj saniramo.